Pozdravljeni. Tema tokratnega pregleda dogajanja po svetu bodo znova razmere v Ukrajini. Branko, pozdravljeni. Pozdravljeni. Čeprav visi na nitki, prekinitev spopadov na vzhodu Ukrajine še vedno vztraja. Ali lahko privede do trajnejšega premirja? Ja, vsako še tako slabo premirje je vedno boljše od najboljše vojne. To je staro reklo, ki velja za vse konflikte. Ampak če sem malo ciničen, premirje sploh ne bi bilo potrebno, če ne bi bilo vojne. Se pravi, vojna je vzrok, da se je potem treba pogovarjati o premirju. Premirje za zdaj velja, je krhko. Z vzhoda Ukrajine še vedno poročajo o posameznih spopadih, ampak načeloma obe strani spoštujeta podpisano premirje iz Minska, v katerem je posredovala izjemno izkušena švicarska diplomatka Heidi Tagliavini, znana kot avtorica izjemnega poročila o vojni med Rusijo in Gruzijo pred 5 leti. Prav zaradi posredovanja Heidi Tagliavini, ki osebno poznam, imam upanje, da bo to premirje nekako zdržalo. Tudi zato, ker je izvrstna poznavalka Rusije, izvrstna poznavalka Kavkaza in izvrstna poznavalka vzhodne Evrope. In je tudi njej veliko do tega, da ta zgodba zdrži. Seveda veliko bo usoda premirja bo v mnogo čem odvisna od nadaljnega razpleta dogajanja. Vemo, da so prihodnji mesec parlamentarne volitve v Ukrajini, po katerih bo Ukrajina dobila novo vlado. Ta nova vlada bo verjetno zelo podobna zdajšnji. V glavnem pa bo to premirje predvsem odvisno od Moskve, ker nekako Moskva noče priznati svoje udeležbe v tem spopadu, čeprav je vse več dokazov, da so ruske čete v bistvu sodelovale v tej vojni od začetka, da je to v bistvu bila ruska agresija na Ukrajino. Ampak Kremelj se v zdajšnjih pogajanjih drži nekako stran in s tem noče priznati svojega neposrednega sodelovanja v tem spopadu. Zanimivo je, da česar ni storil Kremelj, so morali storiti Rusi sami, predvsem starši mnogih pobitih ruskih vojakov, ki jih morajo zdaj na skrivaj pokopavati, ker so jim oblasti pač prepovedale govoriti v javnosti, da so padli v vojni proti Ukrajini. Zelo zanimiva poročila prihajajo iz Pskova, kjer je nastanjena elitna 76. desantna divizija, ki je sodelovala v bojih neposredno. Iz Ukrajine v Pskov tudi prihaja tako imenovani zloglasni Gruz 200. To je ruska oznaka za tovor 200, ki pomeni mrtve vojake. In ravno danes Radio Svoboda poroča, da v Ukrajino odhaja nova skupina desantnikov iz Pskova, v mestu pa se že pripravljajo na nova trupla in na nove pokope. Je to dogajanje morda spremenilo odnos ruskega prebivalstva do reševanja krize v Ukrajini? Ja, po svoje resnica, ki prihaja na dan, da je šlo v resnici za rusko agresijo na Ukrajino, lahko rečemo dramatično spreminja javno mnenje v Rusiji. Vse več je glasov proti vojni. Ena zadnjih raziskav javnega mnenja, ki ga je opravil Levada Center, pravi, da se je število tistih, ki so nasprotovali ruski vojni proti Ukrajini, z 13% povzpelo na več kot 40%. Število tistih, ki so podpirali vojno v Ukrajini, pa se je 70% spustilo na nekaj več kot 40%. Vse več je glasov ruskih razumnikov, intelektualcev, pesnikov, pisateljev, ki javnost poziva, naj razmišljajo svojo glavo, naj se uprejo vojni v Ukrajini. Recimo prav pred dnevi na velikem rock koncertu ob obletnici ustanovitve mesta Moskve je znana ruska punkovska skupina Tarakani, to po naše pomeni ščurki, javnost pozvala,
naj začne razmišljati svojo glavo, naj se upre tej vojni v Ukrajini in takrat je nenadoma zmanjkalo ozvočenja. Peticijo proti vojni v Ukrajini, proti samoizolaciji Rusije in proti obnovitvi totalitarizma, kot se imenuje, podpisujejo tudi mnogi ruski intelektualci. Nekateri med njimi proti vojni v Ukrajini protestirajo tudi tako, da odhajajo iz Rusije. Med njimi je zelo znan pisatelj Boris Akunin, ki je izjavil, da iz Rusije odhaja zato, ker noče biti edini trezni človek v tej pijani politični sceni, ki v teh sanjah o delni obnovitvi sovjetskega imperija, carskega in sovjetskega imperija, v bistvu hoče uničiti Ukrajino. So k spremembi javnega mnenja v Rusiji morda prispevale tudi evropske sankcije? Mislim, da manj. Osebno nimam pozitivnega mnenja o sankcijah, ker zgodovina kaže, da sankcije v bistvu ne pomagajo prav bistveno spreminjati političnega ozračja v posamezni državi. En tak primer je Kuba, kjer ameriške sankcije veljajo že več kot pol stoletja, pa se nič ne spremeni. Podobno je bilo s sankcijami proti Iraku. Tiste sankcije so koristile v bistvu režimu, kaznovan pa je bil narod, zgoditi bi se moralo ravno obratno. In nekaj podobnega se mi zdi dolgoročno gledano bo tudi v Rusiji. Seveda v Rusiji se zavedajo, da sankcije niso dobre, sankcije prinašajo škodo evropskemu oziroma ruskemu gospodarstvu, posredno tudi evropskemu. Morda tudi zaradi tega ta odlok, Evropska unija je včeraj sprejela sankcije, ampak jih je preložila, njihove uveljavljanje preložila za nekaj dni, čakajoč, kaj bo s premirjem. Sam mislim, da je potreben predvsem dialog, nova pravila igre, pogovarjati se je treba z odprtimi kartami in Vladimirju Putinu nekako dopovedati, da Evropska unija ni njegov sovražnik, ampak je lahko samo partner. Kar tudi v resnici je. Evropska unija je najpomembnejši trgovinski partner Rusije. Rusija Evropsko unijo potrebuje, kam bo pa sicer prodajala plin in nafto, kaj ti pomaga plin in nafta, če ga ne moreš prodati. In seveda Putin ni strateg in v bistvu ne razume, da Evropska unija ni sovražnik. Prave probleme bo čez desetletje, 2, 3 imel s Kitajsko, ki samo čaka, da zasede tisti prazen prostor na Daljnem vzhodu. Kitajska potrebuje prostor, Kitajska v bistvu izkorišča Rusijo. Rusija plin prodaja Kitajski po bistveno nižjih cenah, kot ga prodaja Evropski uniji. Se pravi, sovražnik ni Evropska unija, bistveno bolj bo moral Putin razmišljati o sosedih na Daljnem vzhodu. Kaj pa Združene države Amerike? Združene države Amerike in Rusija se nekako vračata v nekdanje čase hladne vojne, ki po ocenah nekaterih analitikov v bistvu ni bila nikoli končana. Ti odnosi so se po padcu Berlinskega zidu nekako otoplili. Zdaj so morda prav zaradi ukrajinske krize in drugih stvari nekako na najnižji točki. Koristi od novih konfliktov nima nobeden, tako da mislim, jaz sem vedno za dialog, tako da se bosta morali obe strani v bližnji prihodnosti zagotovo znova sesti za mizo in se pogovoriti o nadaljnih odnosih, ker zaostrovanje ne pelje nikamor. Krima niso okupirali Američani, okupirali so ga Rusi. Okupacija Krima je bila odgovor na februarsko revolucijo na Majdanu, ko je moral pobegniti Viktor Janukovič. Viktor Janukovič je bil Putinov človek,
po tistem znanem dogodku, ko je v Vilnusu obrnil hrbet v Evropski uniji, so ta dogodek v ruski vladi razlagali kot zmago, ki se jim je pa potem nekako maščevala. In zaradi dogodkov na Majdanu je potem Rusija udrla, okupirala Krim in poskušala dvigniti vstajo na vzhodu države. Tukaj Američani nimajo nič, to je v bistvu ruska slaba poteza. Američani so jih samo začeli, ki seveda imajo svoje interese v Ukrajini kot na vsem vzhodu Evrope, tudi pri nas. Američani so v bistvu samo začeli opozarjati, naj ne ponavljajo napak, ki so nekoč pokopale carski imperij, Sovjetsko zvezo in zdaj po mnenju mnogih ruskih intelektualcev, ki nasprotujejo tej ruski avanturi v Ukrajini, v bistvu spodkopavajo tudi Putinov režim in Rusijo samo. Hvala lepa. Prosim.